Dober večer, želim. Še en vroč dan je za nami in kljub temu so v studio prišli poslanka in trije poslanci. Lepo pozdravljam gospod Jerco Korče, LMŠ, pa Branko Grims je z nami, SDS, Andrej Rajh, SAB, lep dober večer, in Zmago Jelinčič, plemeniti SNS ali SNS. Dober večer še enkrat. Torej, najprej bom prebral stavek ali dva iz govora predsednika Pahorja ob zadnji slovesnosti ob Dnevu državnosti. Med drugim je dejal: odgovornost pomeni, da zdaj tudi na podlagi nespornih znanstvenih ugotovitev o spreminjanju podnebja našim otrokom ohranimo lepo in zdravo okolje. Kot že rečeno, smo prva generacija, ki se tega v celoti nedvomno zaveda in zadnja, ki lahko to še stori. Torej, o podnebnih spremembah in globalnem segrevanju bomo govorili in povedali, zakaj ima prste zraven lahko tudi politika. Gospa Jerca Korče, a smo res zadnja generacija, ki lahko nekaj stori, da rešimo svet? Vprašanje, če bomo svet lahko rešili tukaj v Sloveniji, to mislim, da bi bilo iluzorno, da bi pričakovali. Je pa dejstvo, da je vsaka generacija, tudi tiste, ki so bile pred nami, odgovorna za prihodnje generacije. Tega se moramo zavedati in mogoče smo v tem času, ki živimo sedaj, postali preveč potrošniško naravnani in razmišljamo preveč v teh kapitalističnih okvirih in na ta način ogrožamo prihodnje generacije, predvsem v smislu tudi okoljevarstva in tudi podnebnih sprememb. Tako da jaz mislim, da te izjave, ki prihajajo ne samo iz ust predsednika države, so do določene mere vsekakor na mestu. Pomembno je, kaj se pušča naslednjim generacijam. Vedno je to pomembno, ja. Branko Grims, vam je kaj vroče v teh dneh? Temperature so do 37, 38 stopinj Celzija. No, temperature so v mejah tistega, kar je za to letno dobo čisto običajno. Če bi bilo drugače, bi verjetno zdaj vzdihovali, da vas zebe in da je problem, ker bo propadla poletna sezona. Tisto, kar je pa dejstvo, je pa tole. Ko govorimo o ekologiji, pa o tako imenovanem globalnem segrevanju ali, kot se po novem reče, podnebne spremembe, pa je resnici vsebina ena in ista. To pa zato, ker je vmes že Zemeljca postavila vse teoretike na laž. Je treba vedeti, da karkoli vam levičari govorijo, oni samo hočejo vaš denar. Od vse uradne ekologije, razen višjih davkov, pa seveda tistih, ki parazitirajo na teh davkih in se obilno mastijo z vsem tem, naša ljuba Zemeljca nima nič. Zemeljco se dejansko onesnažuje, ker je pa čisto nekaj drugega, ampak tam, kjer bi bilo treba, se ne ukrepa. Ne ukrepa se v Afriki, ne ukrepa se v Aziji, samo v Evropi se zmanjšuje kvaliteto življenja in naše podjetnike dela manj konkurenčne, kot bi morali biti. Dobro, Andrej Rajh, gospod Andrej Rajh, tudi tukaj se merimo, se preštejemo na leve in desne. Kakšno je vaše mnenje glede tega globalnega segrevanja? Je res Hudič že vzel šalo ali zadeve niso take? Poglejte, v SAB omenimo, da se je potrebno podnebnih sprememb, njihovih izzivov lotiti resno. Vrag že jemlje šalo, tudi če danes zaustavimo vse izpuste toplogrednih plinov, se bo ozračje tudi prihodnje segrevalo. V zadnjih 50 letih se je ozračje v Sloveniji poprečno segrelo za 1,7 stopinje in tudi v prihodnjih 50 letih bo, če bomo vse storili, ta dvig omen na 2 stopinji. Če ne bomo nič storili, pa bo ta dvig višji. Zmago Jelinčič, za nas in za vas ne bo težav, za prihodne generacije, a vas je kaj strah za nje? Ne, v bistvu pri nihanju temperature gre za logično posledico zemeljskega življenja. Jaz bom tukaj le pokazal, kako so nihale temperature v zadnjih 80 000 letih. Takole. Tukaj neke amplitude so, ne? Ja, upam, da bo kamera, da se bo malo približala. Predstavite sliko, no. Ja. No. Takole je, lepo se vidi, da so bila ohlajanja, pa segrevanja, pa ohlajanja, pa segrevanja, pa ohlajanja, pa segrevanja, pa ohlajanja, zdaj smo pa na začetku segrevanja. To se je dogajalo v vsej zemeljski zgodovini doslej in to se bo dogajalo še naprej.
To, da bomo mi zdaj tukaj se borili proti podnebnim spremembam, je bedasta izjava. Lahko se prilagajamo temu, lahko skrbimo za čisto okolje, lahko skrbimo za marsikaj. Ne bo več slanc, ne bo več plastičnih vrečk? Ja, dobro, samo plastične vrečke niso vprašanje v Evropi, še posebej pa ne v Sloveniji, ampak v Afriki pa v Aziji, kjer se desetine tisoč ton plastike meče v oceane. V redu, če tako ni vse brezproblematično, zakaj bi potem minister za okolje napovedal novo zakonodajo? Poslušamo zdaj njegovo izjavo na posvetu pri predsedniku republike in bomo potem pokomentirali minister za okolje Simon Zajc. Do septembra bomo na našem ministrstvu pripravili zakon o podnebni politiki. Tako da ga boste poslanci v jeseni dobili na klopi. Zakaj zakon? V zakon namreč želimo zapisati cilj do leta 2050. Hkrati se pripravlja tudi strategija. Strategijo bo potem prevzela, ko bo ustanovljena medresorska skupina, ki jo bo vodil naš državni sekretar, sestavljena pa bo iz državnih sekretarjev, namreč eno ministrstvo pri dosegu cilja, kakršnega si bomo zadali, seveda ne bo dovolj. Ja, gospod poslanka Korše, vse lepo in prav, ne imamo cilje, pa zakone, pa strategije. Papir marsikaj preneše, tudi sami ste dejali na tem posvetu pri predsedniku, da imate neko distanco do dokumentov, posebej od tistih, ki prihajajo od zunaj. Slovenska zakonodaja na tem področju neke vrste predpis evropskih ciljev oziroma teh direktiv, ki jih zahteva Evropska komisija. Ja, če mi dovolite, bi se najprej samo navezala na to cikličnost, o kateri verjamem, da bo tudi kolega Grims še govoril. Noben ne negira, tudi znanstveniki ne negirajo, da se je klima skozi zgodovino Zemlje vedno spreminjala in da podnebne spremembe so vedno bile. Ključna razlika je v tem, na podlagi česa so te podnebne spremembe nastajale. V preteklosti Zemlje so te podnebne spremembe bile posledica geoloških, astronomskih, takih in drugačnih vzrokov. V zadnjem času pa smo priča prvič problemu, da se te stvari, Zemlja se segreva zelo hitro in pa dejavnik, ki je ključen, in to se znanstveniki strinjajo. Jaz mislim, da že težko najdemo razen kakšnega teoretika zarote. Večinsko strinjanje po vašem mnenju? Večinsko strinjanje obstaja, da je razlog za to v postindustrijski dobi predvsem toplogredni plin in sicer povečana uporaba fosilnih goriv, za kar pa je v največji meri odgovoren človek in tega ne moramo več spregledati. Če pa se zdaj navežem še na te dokumente, moja skepsa pri dokumentih je vedno taka, da mi si lahko zapišemo ambiciozne cilje in tako kot ste rekel, papir vedno prenese vse in če politika tega ne bo ponotranila kot res nek tisti svoj tretji konsens, kar sem tudi rekla pri predsedniku države, da se pomaknemo kot družba v to smer, pa ne zaradi tega, ker nam to govorijo mednarodne konference, ker nam to govori Evropska komisija, ampak zaradi tega, ker bomo v Sloveniji na tak način prišli na bolj čisto gospodarstvo, ki bo imelo višjo dodano vrednost, omogočalo višjo kvaliteto ljudem in tistim, ki danes delujejo in tistim, ki prihajajo za nami. Gret se bo treba na nek način po zimi, ne vsaj. Gospod Grims, vi imate ponovali kakšne grafe sabo, vidim, da ste tudi danes nekaj pripeljali. Ja. Tisti graf, ki bi bil najbolj impresiven, ga bom moral še narisati, da bodo ljudje razumeli, zakaj v resnici gre, ko se govori o uradni ekologiji. Gre za biznis velik 1500 milijard evrov, kar je pošastno veliko denarja. Dosem so uspeli napumpati uboge davkoplačevalce, da mislijo, da s tem, ko plačujejo te bedarije, da rešujejo zemljo. Ne rešujejo. Rešujejo pa žepe tistih, ki pri tem bogatijo. Kakšna oslarija je ta uradna, pa tudi nesramna laž, je uradna ekologija samo en primer. V Sloveniji smo včasih subvencionirali dodatno izolacijo hiš, kar je modro, kar je pametno v vsakem primeru. Potem se namesto tega danes forsira v imenu ekologije, uradne ekologije, nakup električnih avtomobilov in se jih subvencionira. Pazite, izdelava električnih avtomobilov je za okolje neskončno bolj uničujoča, kot pa izdelava navadnih avtomobilov. In kar se energije tiče, če že govorimo o energetski potratnosti, morate vedeti, da izdelava električne energije, njen transport, pretvorba v akumulacijske
pač v akumulatora, ne, in nazaj in še potem pogon, je energetsko neprimerljivo bolj potraten kot recimo dizel motor, kar seveda pomeni, da pod krinko reševanja zemlje se forsira točno določene in se jim veselo denar davkoplačevalcev. Nekatera nemška mesta dizli ne morejo več. No? Ja, in iz tega prihajajo totalne oslarije, kar so zdaj začeli že tudi Nemci ugotavljati, ne, da so recimo zaprli v enem mestu 9 km ceste skozi center in zato se vozijo 28 km okoli in okoli centra. To je res ekološko in izredno dobro za okolje in energetsko varčno. Ne. No, zdaj pa, če že hočete, ko ste vprašali za grafe, ne, tole je pa realnost, to je pa znanost, ne, tako min grede, ne tiste flance, ki jih ponovadi poslušate. To je od United States Geological Survey, drugače je NOAA GNDC programu za paleotemperaturo. Pa si pogledajmo malo samo zadnje obdobje medledenih dob. Ne. Tukaj boste videli, da sta bila že vsaj dva skoka, ki sta bistveno hitrejša in bistveno večja kot ta, ki smo mu priče danes. Ne. To je vir, kakšen vir, rekli ste, ameriška? To je United States Geological Survey, drugače. Vse imate na njihovi spletnih, to imate tega, koliko hočete. Wikipedije. Ta druga, se tukaj od spodaj lahko pogledate. Ta druga, ker to je tudi splošno znan graf, ne, to so medledene dobe. V redu. Pa vidite, da je vsaka od medledenih dob bila bistveno bolj topla, kot je sedanje obdobje. Ampak strinjate se, gospod Grims, je en kup demagogije, ki ima en sam cilj, zato da se nabije nove davke in ko smo bili pri Pahorju, s čemer ste začeli, sem rekel, da bi se realno pogovarjali, bi morali najprej imeti kot izhodišče in to čez celo steno napis no more taxes, nobenih novih davkov. Potem bi se pa pogovarjali o tistem, kaj je v resnici za zemljo dober, kaj je varčno in kako narediti, da bomo vsi bolje, bolj kvalitetno in v lepšem okolju dobro živeli. Ja, kaj pa mislite, gospod Rajha, ozračje se segreva, ne? A je k temu pripomogel človek ali ne? Ali je narava vse mogočna in nimamo mi vpliva na to? Glede, vsa relevantna stroka se strinja, da je človek edini odgovoren, ključni odgovoren za spreminjanje podnebja, za višanje podnebnih ekstremov. To potrjujejo tudi meteorološke raziskave in meteorološki podatki. Zadnja desetletja se v Sloveniji ekstremi temperaturni povečujejo, priča smo toplotnim valovom, priča smo žledu, hladnim vdorom zraka in ne nazadnje smo priča tudi hidrološkim sušam, ki jim prej ni bilo. V Sloveniji je zaznan upad srednjih pretokov na vodotokih in ne samo v Sloveniji, po celi Evropi in svetu. Kaj pa ta nihanja, ki jih je gospod Grims tem omenil? Ali je to stvar teh nihanj ali je to posebej vpliv človeka? Poglejte, v zadnjih 100 letih so ta nihanja presegla vsa nihanja, ki smo jih zabeležili in izmerili v zadnjih 10 ali pa 20 tisoč letih. Se pravi, ni v ozadju nekih interesov? Jaz tu ne vidim nobenega lobija, to so znanstvena dejstva, ki jim pritrjuje znanstvena stroka. Ja, gospod Jelinčič, imate kakšne kratko repliko? Na hitro, ker ste že bili kar dolgi, izvolite. Ja, samo lejte, da boste razumeli. Človekova domišljavost je neverjetna, ko si človek predstavlja, koliko vpliva v resnici na zemljo, kajti moč sonca je neskončno močnejša. Ne? Zato se da ne samo iz teh grafov, tukaj se recimo vidi, kako so bili ti skoki ledenih dob neprimerljivo močnejši, kot je danes vse, kar o čemer govorimo, ampak iz enega preprostega premisleka se da to vam potegniti. Če bi tale hip nehal sonce gret, a bi človek preživel, ne bi, v hipu bi zmrznil. Ne? To se pravi, govor o tem, kako je človek kriv za vse planetarno dogajanje, je milo rečeno domišljavo. Ne? Vi, gospod Jelinčič, se imate za strokovnjaka za podnebje, podnebne spremembe? Jaz nisem strokovnjak za podnebne spremembe, ampak berem strokovno literaturo, tisto, ki je relevantna, ne tisto, ki je plačana od določenih tako imenovanih znanstvenih krogov, ki v bistvu črpajo denar kjerkoli. Poglejte, kako bojo ti znanstveniki, tako imenovani, potem pojasnili, da na enem polu se led topi, medtem ko se na drugem polu debeli. Tukaj ne morajo pojasniti. To zamižijo in čakajo, da mine ta zadeva. Tudi po podatkih nas se drži, da se na določenih delih potem govoriti, da še nikoli nismo tako onesnaževali. Kaj pa vulkani, ki so bruhali?
je bilo bistveno bolj onesnaževanje in tako naprej. Skratka, to je bedarija, ki jo vodi denar. Ampak da se vrnem na tisto strategijo in na tisto medresorsko skupino, ki jo je obljubil gospod Zajc. Če bi gospod Zajc pogledal malo nazaj, bi ena od prvih njegovih zadev, ko govorimo o pomanjkanju vode, bila to, da bi se cel Kraški rob in še spodnji Kras in obala priključila na brestoviški vodovod. Ta vodovod ima 30 kubičnih metrov na sekundo pretoka, vendar vlada tega noče narediti. Kohezijski načrti za spojitev za obalo so že bili narejeni, evropska sredstva se da potegniti, vendar je tukaj za ne gre za nezainteresiranost države. Kaj zdaj tukaj? Tukaj je pa res, da ima človek prste vmes, zato ker tega noče narediti. Skregali so se pri ceni vode in zadeve so rekli, rajš vode ne damo kakor to. In zanimivo je, da je to v 80-ih letih gradila Jugoslovanska ljudska armada in je to naredila, vse priključne zadeve so pripravljene, vendar sedanje vlade tega noče narediti. Zato ne mi govoriti o tem, kaj vse človek kriv. Kriv je za takele mehne svinarije, vendar pri taki zadevi ni denarja, ki bi padel v žep. A vi boste še medresorsko skupino, kjer bo vsak dobil določen denar, tako imenovani znanstveniki bodo dobivali honorarje, mastne honorarje, da bodo pisali razne ne vem kakšne razmisleke o tistem, česar pravzaprav niti ne razumejo. Največ problema v prometu, industriji in kmetijstvu. Treba se bo notiti. Ja, potem se pa zgodi to, da vržejo ven idejo, da največji onesnaževalci so krave, ker prdijo in gre potem metan v zrak in zaradi tega se greva vse skupaj. O kateri ideji govorite? To je bilo celo glasovanje v Ameriki, ker so eni levičari dali to idejo in levi in desni so to idejo zavrgli. Ampak prijela se pa v Sloveniji, pri naši levici. Dobro, poslušajmo še eno izjavo gospe Lučke Kajfež Bogataj, strokovnjakinje na tem področju. Prosim. Moj predlog je, da dejansko podnebne spremembe začnemo obravnavati kot grožnjo nacionalni varnosti. Skratka, podnebne spremembe bodo močno ogrozile našo prehransko varnost. Ta je že ogrožena zaradi nesmiselnih delovanj nekaterih pri pozidavi zemljišč. Kako se bomo lotili tega? Ogrožen je slovenski gozd. Praktično na vseh rastiščih in seveda mi imamo povečane nevarnosti požarov, stroški upravljanja z gozdovi se nam povečujejo. Kako bomo to reševali? Voda, ki je naš ponos in ki je tudi naša strateška priložnost, bo pod vplivom podnebnih sprememb. Skratka, čakajo nas suše, čaka nas na obali pomanjkanje vode, tudi pitne. Kako bomo to reševali? Zdravstveni problemi. Danes bo v Ljubljani in Mariboru približno 80 mrtvih, ki ne bodo seveda imeli na mrliškem listu označbo vročinski val, ampak starostniki in ogrožene skupine v vročinskih valovih umirajo. Tiho. Izjave na nek način šokirajo, tudi predsednik Pahor je na tak način posvremil njen komentar. Kaj mislite, da je treba v resnici bolj šokirati, da se zgane javnost in politika? To drži, kar gospa pravi? Jaz bi si res želela, da bi politika ne rabimo mogoče takih šokov, ki so pač odraz tega, da je gospa si določena leta in klimatologi so si določena leta prizadevali opozarjati politiko na določene učinke, pa niso naleteli oziroma so naleteli na zaprta vrata in zdaj smo tukaj, kjer smo, da se povzdigujejo glasovi. In jaz bi si želela, da mi se nekako vsi strinjamo, da te učinki in da podnebne spremembe so fizikalno dokazano dejstvo in da učinek toplotne grede, ki nastaja in se Zemlja zaradi tega segreva in ta učinek nastaja v 63%
40% zaradi izpustov CO2, ki so antropogenega izvora. Človek ima proti naravi neko moč, po vašem mnenju. To je dejstvo. Zdaj pa jaz bi se mogoče, da bi tudi ljudje, da bi tudi politika lažje razumela, začela pogovarjati o tem, da mi začnemo uvajati ukrepe, ki niso v prvi fazi povezani s tem, da govorimo o podnebnih spremembah, ampak izboljšujejo kvaliteto življenja nas in prihodnjih generacij. Govorimo o vlaganju v železniško infrastrukturo, kar pomeni razbremenjevanje cest, dvig kvalitete življenja in pa seveda čist zrak na drugi strani. Ker če smo popolnoma praktični, če delamo meritve v Ljubljani, kjer so recimo igrišča za otroke in merimo PM10, PM25 delce in te meritve opravlja ARSO, za katerega jaz verjamem, da ni plačan strani nobene korporacije, strani nobenega kapitala, ampak je neka državna inštitucija, ki dela neodvisno meritve in te meritve so take, kot so. In s tem ogrožamo otroke, kar pomeni, da imamo povečano število astmatikov, recimo. Bodimo dovolj praktični, da neke stvari razumemo. Nič več kurjanja fosilnih goriv, ali kako? Nihče ne govori o tem, ne smemo biti preveč ekstremni. Vsi vemo, da te prehodi bojo počasni, ampak treba je pa začeti vse stvari, ki jih bo država počela v prihodnje, vsa vlaganja bojo mogla strmeti v to smer. Ne nazadnje moramo vedeti, da inovacije in tehnologije, tukaj bi lahko Slovenija bila napredna in na ta način bi tudi ekonomsko napredovala. Se ne govorimo samo o tem, da se bojo na ta način ljudi strašimo, da se bojo omejevale njihove pravice, nikakor. Dvigovala se bo kvaliteta življenj, ker jaz mislim, da je v osnovi povprečnega slovenskega državljana je trajnostni razvoj. Ker moja babi in jaz se spomniva, kako sva hodile, če hočete, s kanglico po mleko, in to je del trajnostnega načina življenja in mi to v sebi imamo. Vsak Slovenec ima vrt, če hočete. Tako da jaz mislim, da mi to v sebi imamo, država bo na sistemskem nivoju morala biti pa hitrejša, predvsem kar se tiče energetike in prometa, ki sta tako ali drugače, vsi vemo, najbolj potratna. Dobro, upamo, da nas ministrica Bratušek posluša. Gospod Grims, se veselite leta 2050 v ciljih, bomo zapisali v tej strategiji, dosegli bomo klimatsko nevtralnost, tako pravi minister Zajc. Ja, to je čudovita floskula, ne? Zdaj, ko ste prej omenili teoretike zarot, pa ste pomislili, da tisti, ki pretiravajo s prikazovanjem človekovega vpliva na globalno segrevanje ali ohlajanje, da so pravzaprav oni teoretiki zarot, ne? Prej je gospa rekla, da gre za grožnjo nacionalni varnosti. Jaz bi kot največjo grožnjo nacionalni varnosti v tem trenutku dal kar obstoječo vlado. Kajti izrivajo nas iz Schengena, zdaj nam Italijani postavljajo tamle steno, delajo en napačen signal za drugim in se ukvarjajo samo s tem, kako nabiti nove davke. To ne vodi nikamor oziroma vodi v popoln propad. To je grožnja nacionalni varnosti. Taka otipljiva, tukaj, prezentna, danes. Vlada skrbi za zdravo življenjsko okolje. Prišla bo zakonom, septembra bo šla s predlogom. Ki bo predvidel nove davke, kar je bilo že napovedano. In kaj v resnici vlada dela? Vlada pravi, mi bomo nosilci in bomo za zgled vsem ostalim. Zdaj treba vedeti, da samo 0,5% k plastiki, k onesnaževanju doda celotna Evropa, znotraj Evrope pa Slovenija tam nekje na 4. decimalki. Se pravi, mi ne odločamo o reševanju sveta, odločamo se o tem, kako bomo mi živeli, kako bomo naredili naše podjetništvo s takimi neumnostmi, s nesmiselnim hitenjem, zato da se nekateri slikajo na TV kamerah, ki je tudi tako fajna, kako bomo naredili naše podjetnike manj konkurenčne. A veste, v praksi en primer, mi imamo eno samo svetovno znamko, to je Akrapovič. Akrapovič dela izpuhe. V električnih avtomobilih jih ni in če vlada forsira, da morajo vsi avtomobili biti na elektriko, to pomeni, da ubijaš svojo edino svetovno znamko. Toliko o dometu naše vlade, trenutne pa o njeni inteligenciji in o tem, zakaj pravim, da predstavlja grožnjo nacionalni varnosti. Tega bi se morali lotiti na popolnoma drugačen način. To se pravi, onesnaževanje zaustavlja tam, kjer dejansko nastaja. Povedal sem, to je predvsem Afrika in pa jugovzhodna Azija. Kar se pa tiče energetske uporabe in vsega tega, pa bo potrebno lepo iti korak nazaj, spet vlagati v izolacijo, v boljša okna, v zaščito, prenehati forsirati ene proti drugim in seveda vlagati v tisto energijo,
ki je trajna, pa seveda na razpolago tudi, če se vremenske razmere spremenijo. To pa je geotermalna energija, tak predlog smo se zdaj tudi pripravili, in seveda potem vse druge oblike energije, ki so uporabne tudi ob večjih spremembah temperature, kajti prej ali slej, tudi NASA zdaj napovedala, da se bo približala ledena doba, ne? Bomo imeli ohladitve, takrat se nam bo zelo kovcalo po sedanjem globalnem segrevanju in takrat, veste, to se je za hip videlo letos zimi, ko je vortex polarni shladil centralne ZDA na -50 stopinj, ker je bil rekord za vse čase. Tam vsi tisti silni električni avtomobili, pa alternativni viri energije in podobno, nič od tega ni delovalo. Ne? To se pravi, treba bo iti racionalno in seveda graditi stvari tako, da bodo dejansko pač za dobro okolje, pa tudi za dobro in ustrezno delujoče podjetništvo, za razvoj, zato da bomo našim naslednikom prepustili lepo Slovenijo in seveda tudi ustrezno blaginjo in da bo Slovenija varna. Ja, sej tudi predsednik Pahor nekako povzel, da vsi se strinjamo glede določenih dejstev, vendar drugače si razlagamo za to, kdo je pripomogel k temu. Junij je bil drugi najtoplejši v zgodovini, imamo pa maj, kjer je ponekod padla skoraj temperatura pod ničlo. Ja, poglejte, to so ti vremenski ekstremi, o katerih sem prej govoril. A ja, ekstremi v katerokoli smer. Smer, tako. V poletju bomo priča, bom rekel, sušnim obdobjem, pa ekstremnim padavinam. Po zimi bomo priča lahko tudi, bom rekel, bolj milim zimam, pa večjim ekstremom. Vse zadeve se dogajajo, potreben je medsektorski pristop, tako kot je gospa dr. Lučka povedala. Vidimo samo, kaj se zgodi, če so zime premile, vidimo razvoj lubadarjev, vidimo, kaj se zgodi z pozebo in tako dalje. Se pravi, ni več tistih normalnih pomladi, da bi bil ta prehod tistih 20 stopinj in še enkrat poudarjamo, krivi smo za to ljudje, ne naravni procesi, po vašem mnenju. Tako. Ja, a recimo gospod Rajh, mislim, da 22. septembra je dan brez avtomobila, ne? Takrat Janković zapre pol Ljubljane, pa s tisti dan brez avtomobila vozimo, a zdaj so to pravi načini, kako rešiti okolje. Glede, spodbujanje novih trajnostnih načinov transporta je seveda prav pristop. Največ pa lahko naredimo državljani sami in pri tem nas mora država spodbujati. Mi bomo morali vsi... Tu spodbuja z nekimi ukrepi, ne? Seveda, se vidite, kaj dela Ministrstvo za infrastrukturo, gradi številne nove železniške proge, posodablja vlakovne kompozicije, spostavlja tudi nove hitre linije, enotno avtobusno vozovnico, gradi 1000 kilometrov kolesarskih stez in še bi lahko našteval. Ja. Poslušajmo zdaj, pa bo gospod Jelinčič pokomentiral ekologa doktorja Dušana Pluta, ki govori o odgovornosti te generacije. Vse, kar počenjamo seveda tudi z vidika spremembe življenjskih eksistenčnih pogojev za prihodnje generacije. To je velika moralna obveza, ki zahteva pravzaprav spremembo našega etičnega kompasa, dosedanjega, predvsem kar se tiče razvoja. Govorili smo, da Slovenija v svetovnem smislu komaj kaj pripomore ali pa nič temu nasneževanju, ampak posamični zgledi pa so, ne? O tem je govoril Dušan Plut. Zgledom je treba pokazati. Posamični zgledi, vi ste prišli s kolesom, recimo. Pri gospodu Plutu ali pa pri gospe Lučki Bogataj je tudi ta, da sta bila popolnoma tiho, ker se je delala Magna na
prostoru, kjer je vodonosnik in kjer bi morali saditi kakšno sadje ali pa zelenjavo ali pa karkoli. Ne, mi smo eno od najbolj svinjskih industrij postavili tja. Nismo je postavili v devastirano področje tovarne tam, ampak tam, kjer je najboljša zemlja. Dvojna merila, hočete reči? Dvojna merila, zakaj? Ker je tukaj zadnji denar. In potem pa še takšne neumne izjave, kot je gospa Bogataj rekla, 80 na dan jih umre. Tu pride pol skoraj 40,000 ljudi na leto, ko umre zaradi vročine. Pa lepo vas prosim. Glede gospe Bratušek pa njene infrastrukturne zadeve, pa se mene zmeri spominja na tisti njen stavek kamione na vagone. Jaz še enega kamiona nisem videl, da bi ga dal na vagone in še niti enega vagona, ki bi pelal kakšne take kamione, kamorkoli. Ampak ideja je dobra, ideja. Ideja je genialna, smo jo tudi mi imeli pred časom, ampak mi smo jo dali kot idejo, vlada bi jo morala oplemenititi, če tako rečem, in jo nadgraditi in nekaj narediti v tej smeri. Ni naredila popolnoma nič. Kar se pa tiče Jankovića, če zapre za en dan neko cesto ali pa en del mesta, to ne pomeni kaj dosti, kajti če pogledamo nasproti parlamenta, je bil en topol takole debel. Krasen topol, zdrav topol, ga je dal podred. In podira drevje povsod naokrog. Da bi delal nove parke? Ne. Zida. In prosim vas lepo. Dvoličnost. Zdaj, a se bomo glede tega poenotili ali ne? Gospa Korče, spomnil sem se vaše izjave pri predsedniku, zanimive. Dvakrat smo se nekako poenotili Slovenci pri osamosvojitvi, pa pri tem mednarodnem preboju, članstvo Evropski zvezi in tako naprej. Tretji konsens pa bi morale biti podnebne spremembe. A konsens glede tega obstaja, pa to, kar pravi del politike, je velika manjšina in je ostali del je poenoten. Kakšno je zdaj vaše mnenje? Nisem prepričana, da je konsens tako močen, kot bi mogel biti, da bi to lahko postal naš tretji konsens. Tako da je to razmišljanje očitno neke mlade osebe, ki je vstopila v to politiko. Je pa dejstvo, da jaz ne govorim o podnebnih spremembah, ker mi nenehno kolegi očitajo, da kaj pa lahko Slovenija naredi. Seveda, mi smo zelo majhen del tega sveta in če mi za 180 stopinj obrnemo svoj način, ne bomo s tem rešili globalnega problema. To je dejstvo. Vendar to ne pomeni, da moramo mi stagnirati. Iz razloga, ker bi lahko bila to primerjalna prednost Slovenije za razvoj v prihodnje. Govorim in na gospodarskem, na ekonomskem področju, tudi na področju energetike, na področju inovacij in razvoja. To so vse tiste perspektive, ki jih lahko mi potegnemo in so dobre za Slovenijo. In že danes obstajajo celo turistične agencije, ki vozijo neke Japonce, da gledajo babice po kosezah, kako z motiko prekopavajo njivo, ker je to za njih že eksotika. Atrakcija, ne? Tako da jaz mislim, da bi to lahko bila tudi neka primerjalna prednost, če že hočemo gledati na tako nizkem nivoju in se ne osredotočamo na te globalne zadeve, ki verjamem, da so marsikomu tudi nelogične, nejasne. Stroka se je poenotila. Jaz upam, da tukaj lahko to rečemo. In noben profesor na fakulteti, tudi tisti, ki so mene učili, tudi kolegi geologi in tako naprej, so poenoteni okoli tega, da človeški vpliv v zadnjih 50-ih, 60-ih letih, da hitrost povečevanja segrevanja obstaja. Obstaja tudi na temu, da imamo v oceanu ogromne gore plastike. Ne samo zaradi Evropejcev. Problem je Azija, ne? Seveda, da je problem, ampak ali to pomeni, da Evropa mora stagnirati? To je kratko malo smešno. Zato, ker rečemo, da so problemi na Kitajskem, bo zdaj Evropa postala nemi opazovalec. Moramo vedeti, da onesnaževanje v Indiji, pa na Kitajskem, pa še marsikje, je tudi posledica življenja v Evropi. Zato, ker smo potrošniki, ker potrebujemo nenehno nove tekstilne izdelke, ki zelo onesnažujejo, tudi z barvili, ki jih uporabljajo v Bangladešu, če hočete. Tako da mi smo del problema. Evropa kot razviti potrošniški in izredno kapitalistični svet je del problema. Kako se vi upoštevaje to dejstvo, zdaj obnašate drugače, bolj osveščeno? Začnemo
v vsakem posamezniku. Seveda, vsak posameznik je tisti, ki mora začeti. Velikokrat slišimo tudi, da je miselnost tista, ki jo bomo mogli sami prilagajati, vendar je država tukaj, da omogoča pogoje. Kar pomeni, da če nekdo nima pogoja, da bi se železnico v doglednem času pripeljal v Ljubljano, tega ne bo koristil, ker to ne more koristiti. Tako da tukaj imamo problem, kar se tiče države. Vsak posameznik pri sebi, sem pa že prej rekla, da verjamem, da je velika večina Slovencev v osnovi nagnjena k trajnostnemu načinu življenja. Sama se poizkušam v največji meri prilagajati, oziroma se mi mogoče sploh ni bilo treba, ker smo bili tako že vzgajeni, da tudi sami pridelujemo lastno hrano, da hodimo na tržnico, kar pomeni, da hrana prepotuje manj kilometrov in tako naprej. Dobro. Zdaj pa, gospod Grims, jaz odprem internetno stran, nekaterekoli uradno stran Evropske komisije in piše slovenski prevod: vzroki in posledice podnebnih sprememb. Človek s svojimi dejavnosti vse bolj posega v podnebne in temperaturne razmere na Zemlji, sežiganjem in kurjenjem fosilnih goriv, krčenjem dežurnega gozda in živinoreja, toplogredni plin in tako naprej. Evropska komisija. Ja, lahko rečeva kakšno na temo Juncker in Išijas, ampak ne bo to odneslo zelo daleč. Tisto, kar je problem, je seveda to, s čimer sem začel. Kako se potem s tem, da se dejansko seveda onesnažuje okolje, tukaj v Evropi ravna? A se zato prepove izvoz plastike v jugovzhodno Azijo, a se zato prepove izvoz plastike v Afriko, ne? Ker bi bilo edino učinkovito. Ah ne, kje pa? To je biznis, a ne? A to veste, da 16 največjih ladij sveta onesnaži v enem letu bolj zemljino poloblo, kot pa ves promet po cestah? Tega pa verjetno niste vedeli, ne? Ne. A je že kdo govoril o tem, da je treba omejiti ladijski promet teh velikih ladij, ali pa da en sam ta ladijski krujser, kamor hodijo zlasti levi radi na ladje, ne, na dopust, spusti v ozračje toliko svinarije kot 21 milijonov dizel avtomobilov. To je uraden podatek, ga Jadak objavil, če mu ne verjamete, ne? Ja, pa zdaj To se pravi, kaj v resnici Evropa dela, ne? Evropa se sploh ne spopada z viri onesnaževanja, razen v besedah. Ne? Na to se sklicuje. Se veste, pa če se dovolj visoko do neče besede da, se lahko zraven da pritlehne interese. To je še Murphyjev zakon in grede. In Evropa tako dela. Na tej osnovi samo nabija nove davke. Novi davek na ogljik, prodajanje, pa se pa preprodaja te ogljikove dovolilnice in podobne bedarije. Ne? To je samo biznis v resnici na koncu. A ima od tega zemlja kaj nič, kvečemu zelo veliko škode. Povedal sem primer električnih avtomobilov. Veste, ali pa recimo, če želite pametnih telefonov, ki jih imajo tudi vsi ti ekološko tako osveščeni ljudje zraven. Ne? Za njihovo izdelavo se izkopuje gore zemlje za tako imenovane redke zemlje, ne? Redke prvine, ki so noter. Isto kot recimo za akumulatorje ali pa električne avtomobile ali pa litij za akumulator in tako naprej. Ne? In pri tem se okolje uničuje tako, da se to povedati ne da. Ne? In je to formalno kot eko. Evropa celo to subvencionira, Evropa si to celo postavlja kot cilj. Se pravi, to je norčevanje v resnici z matere zemlje, ker ji škodo delaš, in kaj je v resnici v zadju, samo molža. Molža ljudi, ki jih očitno nekateri jemljajo samo kot posebej. V zadnjem letu, v zadnjih Zato mesecih. je treba nove davke nabiti, zakaj pa drugega, ne? Zato sem pa rekel, da bi moralo biti izhodišče, da smo proti kakršnim koli novim davkom. In to bi moralo biti na evropski ravni in v Sloveniji. Pa bi se bo vsaj resno pogovarjali o tem, kaj je treba narediti. Ja, pa seveda še enkrat povem, treba je stvari iskati kot rešitev tako, da so uporabne v enem ali v drugem primeru. V primeru, da je segrevanje, ki ga mimogrede ni in ga ne bo, in v drugem primeru, če pride do ohladitve, in verjemite, da preslej bo prišlo do tega. Dobro. Ne? Vi In pravite, takrat mora ta stvar delati. Ne? To deluje geotermalna energija, delujejo jedrske elektrarne, delujejo termoelektrarne nekatere, pa tudi to ne vse. In vse ostalo, to, ki se zdaj fotovoltaika, pa vse to, ki se forsira. V primeru, da pride do nekih ekstremnih razmer, to ne bo več delovalo. Električni avtomobili pa sploh ne, ker akumulatorjem z znižanjem temperature pada kapaciteta, pa še druge težave nastopijo. Ne? V redu. In vsi lastniki Tesla v Ameriki, ko je bil pač Vortex, a ne minus 50 stopinj, so se res najbolj počutili kot Tesla, ker so lepo stali doma. Dobro, gospod Rajh, a podpirate vi ta mobilizacijo mladih po vsem svetu, ali se vam zdi to farsa, ti protesti, ki so bili marca po vsej Evropi s plakati vsi smo Greta, vam so bile dovoljene sanje, mi bomo živeli nočno moro.
ni planeta B in tako naprej. Glede, v SAB-u si nasplošno želimo, da so mladi aktivno vključeni v ustvarjanje svoje prihodnosti in kreiranju politik, ki bodo tangirale predvsem njih. Mi to ne dojemamo kot manipuliranje mladih, ampak njihovo aktivno vključevanje. Želeli bi si, da bi participacija mladih v politiki bila večja. Ja, se pravi, ker odgovornost je tudi na njih. Do njih in naša za prihodnje generacije. Ja, poglejmo si še en posnetek, govori predsednica Umanotere, nevladne organizacije, o tem, da je varčevanje včasih tudi drago in obratno. Prosim za posnetek. Jaz sem še potegnila prav za tole srečanje številke ven, ker se velikokrat govori o tem, da nimamo denarja za razogljičenje. Jaz bi kvečemo rekla, da nimamo denarja za sanirati posledice tega, kar nas čaka, če ne bomo ravnali, kot nam veleva znanost, in temu pritrjuje tudi Evropska komisija. Namreč pravijo, da so koristi večje od stroškov, celo več, zmanjšanje emisij na neto ničelno stopnjo prinaša prihranke, in sicer tukaj je zmanjšanje gospodarskih škod, seveda škod od ekstremnih vremenskih pojavov, že danes je 14 milijard evrov letno v Evropski uniji, in potem še koristi, kot so povečanje BDP, povečanje zaposlenosti za skoraj 1%, zmanjšanje energetske odvisnosti, zmanjšanje stroškov uvoza fosilnih goriv, 40% zmanjšanje prezgodnjih smrti zaradi onesnaženega zraka, 40%, in seveda zmanjšanje stroškov za zdravje. Tako da pravzaprav ne samo v narekovajih, da je to stvar preživetja, pravzaprav se nam to tudi finančno splača. In te razprave o tem, kje vzeti denar, so pravzaprav v smislu tega, kar nas čaka in zakaj to počnemo, nesmiselne. In tudi argumentirano nesmiselne. Gospod Jelinčič, finance sploh ne bi smele biti problem, ko gre za reševanje okolja. No, tole, ko smo poslušali, se točno vidi, kje okoli česa se vse skupaj vrti. Okrog denarja. Kako dobiti čim več denarja. Potem pa slišimo take bedastoče, kot je ničelna ogljična stopnja. Kaj to pomeni? Nobenega ogljikovega dioksida v zraku, to se pravi, moramo ljudje nehati dihati, ne? Ker ko izdihavaš ogljikov dioksid, in to bo zgleda prepovedano. Evropska unija bo to prepovedala, Evropska komisija je to že ugotovila, da smo ljudje tisti, ki svinjamo s svojim dihanjem. Pa še tole, zdaj kar 40% ljudi manj bo umrlo. A ja? Pa ne mi blues, mislim, meni gre na smeh pri takih izjavah. Jaz sem tudi tam, že takrat sem gledal gospodično, ki je to govorila, ki je z leve, z desne pobrala neke podatke in jih dala v eno čudno kompilacijo, ki ne pije vode. Mislim, da in tudi danes, kaj treba narediti? Treba je najprej osvestiti otroke v šolah, da bodo čuvali okolje, naše okolje. Ni treba jim govoriti, kako ubogi Afričani svinjajo zemljo, ker je to predaleč. Tukaj jih je treba naučiti. In skrbeti je treba za svojo domovino, za Slovenijo in za naše okolje. In danes edina konkretna ideja, edina konkretna pobuda je bila to, da bi gospod Zajc tisti brestoviški vodovod navezal na obalno področje. Ja. Pa to je edino in to je najlažje, ampak jaz sem prepričan, da tega ne bo naredil, ker bo moral sklicati medresorsko konferenco, ker bo moral plačati toliko pa toliko strokovnjakov, ki bodo vsak fajn zaračunali, kajti pri nas v Sloveniji praktično ni nič zastonj, in iz tega se ne bo rodilo pravzaprav nič dobrega. Ja. Tudi nobenih železnic ni, jaz ne vem, kje se železnice gradijo po Sloveniji, jaz jih ne vidim, pa hodim posod naokrog. Kar je bilo zgrajeno. Sem ter tja se kakšna štreka popravlja, v glavnem pa ni nič. Želite reči veliko besed, strategij, ciljev in tako naprej. Vsega tega pa nič tistega dejanskega. No, ampak gledajte, v tem podnebnem skladu je 140 milijonov evrov samo letos bo razdeljeni. Ja. In nekateri si že manejo roke, ko bojo dobili te 100 milijonov. Si že manejo roke in veliko razrezov je že narejenih, koliko bo kdo dobil.
in boste prepričani, da od tega izboljšanja okolja ne bo. Ja, veliko se govori o teh, kdo bo kaj dobil in tako naprej. Kako vi komentirate? Zdaj, denar potrebujejo nevladne organizacije za projekte, za osveščanje, ne? Ampak nadzor je pa tudi potreben, verjetno. Vsaka stvar potrebuje denar. Nadzor je pomemben, kam ta denar gre in pa predvsem, ali dejansko gre za tiste cilje, ki si jih je zastavila država. Jaz vem, da je tudi v prihodnosti so bili primeri, ko je denar odtekal tako in drugače, pa najbrž bo v prihodnosti tudi kakšen taksi, tega se ne moramo ogniti, ampak to je v bistvu popolnoma nepomembno za to, kar se mi danes pogovarjamo. Res je, da če mi ne bomo ukrepali, bojo stroški enormni. To so tudi narejene prognostike, tudi narejene analize. Seveda, da bojo stroški višji. Mi moramo razumeti, jaz imam zelo hud problem s tem, da včasih nismo realni, ali smo v eno stran ekstremni ali pa v drugo stran ekstremni. To pomeni, ali imamo občutek, da bomo mogli živeti v gozdu, ali imamo pa občutek, da je treba naprej nadaljevati po tej poti, po kateri gremo, pa ni dobra. Bodimo realni, tudi te 6, ki vemo, da je bila taka investicija, kot je bila, pa je bo treba v prihodnje zaprt, pa vemo, da bo treba tudi to na nek primeren način peljati, ker ne moramo kar govoriti, zdaj bomo pa z vetrnimi in sončnimi elektrarnami celotno zadevo rešili, ker nimamo neke stabilnosti po tem, kar se tiče zagotavljati. Prehodi bojo pomembni. Ampak pri vsakem prehodu je pomemben prvi korak in najbolj pomembno je, da so te cilji, ki govorimo o 50 letih, tukaj ne govorimo o ciljih 1, 2 mandatov, govorimo o ciljih nekaj desetletij vnaprej, kam bomo se razvijali kot družba. Jaz osebno verjamem, da je kapitalistični sistem kot tak preživet in da bomo prišli do nekega novega družbenega modela. Kakšen bo ta družbeni model, najbrž mi danes še ne vemo. To bo opisala zgodovina, kakšen bo ta novi družbeni model. Katera vlada bo 2050, ne vemo. Ne vemo, katera vlada bo takrat, vemo pa, oziroma upam, da vemo, da moramo tisti vladi zapustiti kar se da čisto okolje, ker noben ne vidi rad gor smeti, noben ne vidi rad smoga in noben rad ne vidi statistik, ki kažejo, da tudi zdravje ljudi v smislu astmatikov, takih in drugačnih pljučnih obolenj, ki nastajajo tudi zaradi tega, ker kurimo fosilna goriva. Da bodo posredno umirali zaradi tega, gospod Grim. Ja, samo upam, da ta naslednji družbeni red, ki ga želi gospa Korčetova, ne bo socializem, kajti socializem je po drugi svetovni vojni sistematično zastrupljal celo vire vode. Vso svinjarijo in umazano industrijo je spravil na slovenska tla in s tem se otepamo še danes. Stvari je treba brez tovrstnih umetnih posegov prepustiti v največji možni meri kar trgu in zavesti ljudi, pa se zgodi to, kar se je v ZDA. Oni so trenutno največ pripomogli v zniževanju plinov, pa so formalno odstopili od vseh tistih sporazumov. Ampak seveda, če stvari prepustiš trgu, grejo stvari v pravo smer, ne? Tako mimo grede. Drugo, kar pa je pa, da v Sloveniji pač ne potrebujemo nobenih novih davkov. V Sloveniji je potreba to, kar že imamo, zbiranje, recikliranje odpadkov, krepiti in peljati naprej in po drugi strani se pripravljati za okoliščine, ki bodo lahko take ali drugačne, pa seveda skrbeti, da bo Slovenija imela čim nižje davke in da bo čim bolj odprta v svet. Ne pa, da nam zdaj že vsi severni sosedi, zdaj tudi že Italijani zapirajo meje in bomo kmalu izločeni in porinjeni ven iz Evrope, pa smo bili nekoč ponos in pa šengensko območje in ne vem kaj še vse. Zdaj je vse to ogroženo in zaradi tega sem rekel, če že kdo govori o tem, kaj je dejansko nacionalna nevarnost, je to, kar trenutno obstoji vlada in pa njena koalicija. Levičari. Dobro, ampak lejte, gospod Grimš, jaz imam pa tle en graf. Kar? Vi imate za koliko milijonov let, jaz imam pa za ne... Če želite, od leta 1980, pogledajte, ARSO mi je poslal, Agencija za okolje Republike Slovenije, rdeče je segrevanje, više temperature v teh zadnjih letih. Kje pa je zima narisana, tukaj noter je pa ni, ne? To so temperature, povečane temperature. Prejšnje letne. Poglejte, z nekam smo prišli, da smo mi tukaj zdaj razlagalci neke znanosti. Sej imamo za to pristojne ljudi, ki to razlagajo. Politika je pa tukaj, da do določene mere posluša znanstvenike. Ne da se vtika na polje in proba njihova dejstva, ki jih oni predstavljajo, ki so fizikalna. To niso družboslovna dejstva, to so fizikalna dejstva in kemijska dejstva. Gospa Koršek, glede dejstev se ne moramo prerekati. Ja, jaz upam, da okoli zmerjenih dejstev se težko prerekati.
prerekamo. Odlično, pa bi pa Tudi jaz gravitacija je predstavil še eno vedno izmerjeno enaka, dejstvo, kot je. če dovolite, ne? In bi za hip tole pokazal. Lejte, v čemu je ves trik, ne? Vse je samo v tem, da človek se pač spomni tisto, kar je sam doživel. Če pa pogledaš to z malo daljšega obdobja, pa vidiš precej drugačno sliko, ne? Zemlja je imela od leta 1700 do nekje 1850 tako imenovano malo ledeno dobo. Potem je bilo več pač obdobij, ko se je nekoliko ogrevala, ampak s tem se je dejansko šele vračala v normalno stanje. In eno od teh obdobij je bilo zdaj od leta 70 nekje do 2003. Ne? In to je tisto obdobje, na katerega se vsi sklicujejo in ki ste ga tudi vi zdaj pokazali. To seveda ne pomeni, da je zaradi tega človek povzročil neko katastrofo, ampak je to en normalen proces. To se pravi, tisto je treba ločiti, kaj je vpliv narave in kaj je človeka. In ko gre za segrevanje, za temperature, še enkrat povem, je vpliv človeka proti soncu neskončno manjši. Ne? Če si predstavljate, da bi ta hip nehal sonce gret, v hipu zamrznemo in nas ni več, pa vse tisto naše globalno segrevanje in sproščanje temperature nič ne pomeni. To se pravi, treba je stvari pogledati realno in seveda ukrepati tako, da je ukrep za blaginjo ljudi, za varnost in blaginjo ljudi, do česar imajo ljudje vso pravico. Ne pa, da se jim nabija nove in nove ekološke davke, od česar vsi slabše živimo, zemlja pa verjemite, od tega nima popolnoma nič. Samo škoda. Se strinjate, ne, gospod Rajh, da bi pa vendarle država morala spodbujati te ukrepe, ne vem, ekološke, od teh sončnih elektrarn na strehi in tako naprej. Seveda, vam bom takoj povedal, na nivoju Evropske unije uvozimo za 400 milijard evrov fosilnih goriv. V Sloveniji je ta znesek nekaj milijard in s tem zneskom namesto, da za uvoz goriv lahko financiramo zeleno gospodarsko revolucijo. Ministrstvo za infrastrukturo financira številne projekte, tudi samooskrbe in to bomo koristi tega bomo občutili tudi vsi državljani. In na podlagi transformacije gospodarstva iz fosilnega v brezogljično bomo lahko tudi sofinancirali izgradnjo hitrih železniških prog. Kot vemo, je ministrica Alenka Bratušek jasno povedala, da bo ena od njenih prioritet pobuda vzpostavitve hitre železniške proge med Dunajem, Mariborom, Ljubljano in Benetkami. Na to progo bomo lahko v bistvu potovali, z njo bomo lahko potovali tudi potniki in tovorni promet. Je pa to stvar ene širše odločitve, tudi kako bomo mogoče plačevali potne stroške. A to potrebujete še en mandat, ali je to izvedljivo? Glede, to je takega velikega projekta, vseevropskega projekta se ne da izvesti v enem mandatu. Prostorsko umeščanje je zahteven projekt in je v tem primeru potrebno tudi konsens in soglasje vseh deležnikov. Pa potem to trajna zadeva. No, gospod Jelinčič, a boste šli 22. septembra, ko boste prispevali k manjšemu segrevanju s kolesom v službo? Jaz se vsak dan vozim s kolesom v službo. Ampak bom pa si šel po Sloveniji pogledati, kje se že pripravlja ta hitra proga. Ker me prav zanima, koliko bo hitra, a bo kaj hitrejša, kot zdaj, kaj v povprečju 39 km na uro. Jaz mislim, da je še 1000 let ne bomo videli, glede na to, kako naše vlade delujejo. Bomo videli, bilo nekaj misli, nekaj ugotovitev in tudi nekaj obljub. Hvala lepa, z nami so bili gospa Jerca Korče, LMŠ, Branko Grims, SDS, Andrej Rajh, SAB in Zmago Jelinčič, Plemeniti, SNS. Hvala, spoštovani za udeležbo. Tudi gledalcem, mogoče ste zdaj kaj bližje resnici. Hvala lepa in nasvidenje.